Zdaj, ko je do volitev v Izraelu le še nekaj več kot 3 meseci, predsednik Isaac Herzog poziva politike in volivce, naj ohranijo kampanjo na spoštljivi ravni. V televizijskem nagovoru pred postom Tisha B'Av, ki obeležuje uničenje prvega in drugega templja. Herzog je opozoril pred poglabljanjem političnih delitev in dejal, da judovska zgodovina kaže, kakšna je cena notranjega sovraštva. Opozoril je tudi na grožnje integriteti volitev in povedal, da sta ga vodji Shin Beta in Centralne volilne komisije seznanila z izzivi, ki prihajajo tako iz Izraela kot iz tujine. Pozval je organe pregona, naj zaščitijo volitve in pozval Izraelce, naj bodo odgovorni glede vsebin, ki jih spremljajo in delijo na družbenih omrežjih. Zaključil je z neposrednim pozivom tako javnosti kot političnim voditeljem. Pozivam izvoljene predstavnike, aktiviste in kandidate iz vseh strank. Rdeče črte. Ne spreminjajte tekmecev v sovražnike. Ne pozabite, volitve niso državljanska vojna. Za več odzivov je z nami Jonathan Javor, mednarodni politični svetovalec in nekdanji višji svetovalec zunanjega ministra Gideona Sarja, ki se nam zdaj pridružuje iz Herzlije. Najlepša hvala. Jonathan, hvala za vaš čas. Torej, nobene rdeče črte ne smejo biti prekoračene. Predsednik Isaac Herzog opozarja, da volitve niso državljanska vojna. Kaj mislite, da je spodbudilo tako nenavadno opozorilo in kako zaskrbljujoče je to trenutno? Da, dober večer. Najprej in predvsem, upoštevajmo, da veste, 9. dan Ava je narodni dan žalosti v Izraelu. In vsi glavni politiki bodo objavili izjave. Ali so jih že objavili. Tudi predsednik vlade je danes objavil izjavo o tem, kaj se je zgodilo, da sta bila tako prvi kot drugi tempelj uničena. In prav ta enotnost je tista, zaradi katere judovsko ljudstvo uspeva. In notranji spori so tisti, ki povzročajo naše uničenje. In to je nekaj, kar se dogaja vsako leto. Nič več kot to ni treba raziskovati. Kljub temu, v zadnjih nekaj mesecih smo videli, ko smo se vse bolj približevali razglasitvi volitev, da so napetosti med različnimi frakcijami, različnimi pogledi, različnimi ideologijami bile zelo, zelo visoke. In to smo videli na ulicah, bodisi na demonstracijah ultraortodoksnih, ali pa smo to videli demonstracije drugih skupin. Videli smo, da se Izraelci trenutno ne razumejo najbolje. V družbi so zelo resne delitve. In predsednik, katerega naloga je biti združevalni glas, ki mu ni treba ukvarjati s strankarsko politiko, on, veste, prav ima, da zdaj stopi naprej in reče: "Fantje, spomnite se, da so to volitve in da je to praznovanje demokracije." In politični tekmeci niso nikoli sovražniki. In včasih je to zelo, zelo enostavno. Kot veste, sem vodil veliko volitev, tako v Izraelu kot v tujini. Zelo, zelo enostavno je iti po tej poti in drugo stran gledati kot sovražnika. Ampak morate se spomniti, da je bistvo v tem, da imajo drugačno stališče. V upanju, da si želijo iste stvari kot vi, torej pomagati ljudem. Le njihov pogled se razlikuje od vašega. Tako da to je glavna stvar. Ena stvar, ki bi jo povedal, je, da moramo upoštevati te volitve tukaj v Izraelu. To bodo prve volitve, kjer bo umetna inteligenca igrala pomembno vlogo. In to smo že videli. In tista rdeča črta, ki je bila prej zelo, zelo jasna, bo zagotovo postala zabrisana med temi volitvami, ker umetna inteligenca to omogoča. In to smo videli skoraj takoj z videoposnetkom, ki ga je premier objavil pred nekaj dnevi, kjer vidimo Gadija Eisenkota, kako teče proti nekomu, ki je bil podoben njegovemu sinu, nato pa se obrne in objame Mansurja Abbasa. In potem je, ko je doživel odziv javnosti, to spremenil v žensko. In potem je stranka modro-beli naredila isto z Netanjahujem, ko je premier tekel proti vojaku, nato pa se obrnil
in objel goldo. Tako vidimo, da se te meje zabrisujejo, vidimo, da lahko gremo v volilnih kampanjah veliko dlje, kot smo lahko včasih, in mislim, da ima predsednik popolnoma prav, da je zdaj in takoj stopil v javnost ter to povedal. Fantje, zapomnite si, da so to volitve. Spomnite se, da so se naši najtemnejši dnevi zgodili zaradi notranjih sporov. In ne pozabite, da smo tudi potem še vedno en narod in si še vedno želimo dobro Izraelu. Del te vsebine, ki je ustvarja umetna inteligenca in se pojavlja v obliki volilnih oglasov, je tako vprašljiv, grd in vznemirjajoč. Kot ste opisali, ali imate občutek, da je Izrael pripravljen soočiti se s temi izzivi med to kampanjo? Na koncu, glede na to, da tega res še nihče ni storil prej, je nekako tako, da je Izrael zelo napreden v tehnologiji, ko gre za kampanje. Pri uporabi tehnologije, pri uporabi tega, kar nam je na voljo. Tako da bo to res prve volitve, kjer bo umetna inteligenca tako močno uporabljena. In vidimo, koliko materijala različne stranke uspejo ustvariti samo v zadnjem tednu, odkar so bile volitve razglašene, koliko materijala prihaja v javnost. Zdaj so v različnih državah že pozvali k sprejetju zakonodaje o uporabi umetne inteligence na volitvah. Tako kot v Ameriki, če gre za uradno sporočilo, mora politik oziroma kandidat povedati, odobravam to sporočilo. Potem želijo nekaj podobnega tudi pri umetni inteligenci, kjer bo na koncu nek logotip ali nekaj podobnega, podobno kot so to počeli na CD-jih včasih, nekako v smislu, ta video je ustvarila umetna inteligenca. Tako da je res težko vprašanje, na katero je težko odgovoriti. Na koncu je vprašanje, ali bo javnost lahko razlikovala med tem, kaj je resnično in kaj ni. Vsak govor, ki ga bo imel politik, se bo potem postavilo vprašanje, je bil to resničen govor, je bilo to čustvo resnično ali je samo igral. Je to napisal umetna inteligenca? Je to napisal ta človek? In na koncu, ali bo spektakel umetne inteligence prevzel mesto dejanskih političnih vsebin? In to bo največje vprašanje. In to bo nekaj, na kar mora biti javnost res pozorna. In ne pozabite, veste, kadarkoli se volitve končajo, tisti politik, ki zmaga, kdorkoli že je, mora začeti delati in narediti tisto, kar je prav za javnost. In to je tisto, kar, Peter, javnost mora vprašati sama sebe v naslednjih več kot 90 dneh. Veš, je umetna inteligenca neverjetna? Zelo verjetno. Ampak ali to prinese dejanske politične ukrepe? No, predsednik sam je rekel, naj bodo ljudje previdni pri vsebinah na družbenih omrežjih, ki jih spremljajo in delijo. Zanimiva razprava, najlepša hvala, Jonathan Javor. Jaz iz